Cenjeni poslušalci, čez nekaj sekund bomo vključili naše mikrofone, postavljene v dolini imenovani Huda luknja, odkuder vam bomo neposredno prenašali prireditev leta, tekmovanje za naslov najlepše živali Hude luknje. Oddajo bo vodil naš najbolj priljubljeni, najbolj mačkasti in sploh najboljši napovedovalec, stari maček. Halo, kličemo Hudo luknjo. Huda luknja, oglasite se. Smo že vključeni? No, daj mi mikrofon, daj mi sem. Aha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dobro. Spoštovano občinstvo Hude luknje, dragi poslušalci, včasih štejem. Mačke nimajo časti, to so že večkrat dokazali. Maček pa čast, ta je bosa. Prosim, miši v prvi vrsti ne bodo dostojne. Skratka, včasih štejem, da vam lahko predstavim žirijo, ki bo ocenjevala naše vrle tekmovalce, ter ob koncu razglasila zmagovalca. Najlepšo žival Hude luknje. To ni vzgojno, to je neživalsko. Naprošam goste v zadnjih vrstah, da se ne spakujejo in ne kažejo oslov, ker prenaša naše tekmovanje tudi televizija. Skratka, v tej žiriji so naši znani javni in kulturni delavci. Na moji desni sedi predsednik Društva za zaščito malih živali in drobnice, Lačni volk. Odstopam od tekmovanja. Volk ima zmire sve prav. Kdo ga je porinil v komisijo? Drugi član naše žirije je častni tajnik čebelarskega društva in upokojeni cirkuški klovn, Kosmati medved. Pa kaj so budili tega starega godrnjača? Bravo. Sej še zdaj spi. Za žličko medu bi se takoj prodal. Tretji ocenjevalec našega lepotnega tekmovanja je znana vremenarka in solistka ženskega pevskega zbora Hude luknje, Želena žaba. Bravo, vsaj ve, kaj Bravo, hoče. Želena žaba, bravo. Tišina, nobenih pripomb, prosim. Tu je končno še zadnji član naše žirije, vaša zvezda, ki jo poznate z televizijskega ekrana, Modra papiga. Bravo, Papigo je vsaj Mikrofon. špas. Mikrofon je vaš. Prosim. V imenu strokovne žirije in v svojem lastnem imenu vas prisrčno pozdravljam. Oprostite, še zmeraj imamo ogromne težave s črko. 300, ko so mati. Kako šarmantno. Ni važno, kaj govori. Ja, včeraj sem bila pri zdravniku in sem mu povedala, da bom danes ogromno govorila. Zato naj mi da kapljice za grlo. Pa se je očitno zmotil, ker me od tistih kapljic samo zvija po trebuhu. Duhovito. Oprostite za trenutek, takoj bom nazaj. 300 kosmatih. Dajte jim prepečence. Posluh. Ponovno bi vas rad opozoril, da gre za prireditev, ki jo prenašajo poleg našega radija in televizije tudi vsi domači in tuji zoološki vrtovi. Petelin, drži se! Zajec z glavo po konci, osel bo prvi. Miška, pokaži, kaj Še znaš. prej pa majhno presenečenje. Z neznansko muko se nam je posrečilo pritegniti k naši prireditvi glasbenika, ki je sicer doma iz Hude luknje, a nastopa zadnje čase samo še v tujini in je danes izjemoma trezen. Za dobro voljo vam bo ob spremljavi ansambla Vrabci na strehi zaigral virtuoz na ksilofonu, mojster Žaura! Bravo! Mir. Trenutek, prosim. Velecenjeni član naše žirije, Kosmati medved, bi rad nekaj povedal. Prosim, izvolite. Zelo bi me veselilo, če bi čim manj mencali z raznimi glasbenimi vložki. To moti pri spanju. Medved naj si umije ušesa. Tiho, prosim. Prišli smo do najbolj razburljivega dela naše veličastne prireditve. Predstavljam vam prvega tekmovalca, ki se poteguje za naslov najlepše živali Hude luknje.
Naj vam samo omenim, da je po poklicu maneken. Zato je malce bahal, tudi saj veste, kako je z lepimi ljudmi, živalmi so zmeraj težave, ne? Gotovo ste že uganili, za koga gre. To je naš znanec modnih revij in reklamnih filmov, Pisani pav. Bravo. Vidite, kakor vidite, je vso svojo zapeljivost zbral rap in vam v najnovejših modnih odtenkih ustvaril svojih perez pisano pahljačo. Zdaj se obrača se, še zmeraj se obrača, da tudi od zadaj je lep nekaj reči. Prosim, malo spodbude za našega prvega tekmovalca, prosim, hvala vam. Lepi pav, stopi malo bliže k mikrofonu, takole, da imaš kaj treme. Jaz, da bi imel kaj treme. Sem že tako najlepši, najsijajnejši, najpametnejši. Poslušaj, stari maček, sploh predlagam, da končaš tekmovanje, ker bom tako ali tako prvi. Nima smisla, da jaz. Lepo časi, o tem, kdo bo naj, bo odločala žirija. Žirija? Tako je 300 kosmatih. Jaz ne potrebujem nobene žirije. Imate kakšno nagrado za najlepšega? Takšnega bahača pa še ne. Daj z njim, zapri mu ključ. Samo sebe vidi. Poslušaj, zdi se mi, da občinstvo ni posebno navdušeno, pa tudi žirija te škili bolj po strani. Nekaj si morava izmisliti. Nam lahko zapoješ kakšno pesmico. Jaz ne bi pel. Saj sem vendar maneken, ne pa popevka. No, pa vseeno, daj zaradi žirije, no. Izjemoma vam bom nekaj zrecitiral. To je najlepša pesmica, kar sem jih kdaj slišal. Da, bravo. In kdo jo je napisal? Kdo le smešno? Jaz vendar. No, poslušajte. No, poslušajmo. Naj pocitra ga sam vrak, če je meni kdo enak, če kdo takšen je bedak, da bi z mano šel v korak. Besedo ima žirija. Najprej bo našega prvega tekmovalca, pisanega pava, ocenila modra papiga. Ocenila modra papiga? Ja, po pravici vam povem, da nimam nobenega odnosa do teh domišljavih kokoši, ki jim pravijo pavi. To je beseda. Bravo, papiga! Bravo, papiga! Mislim, da so barve na repu pisanega pava v primerjavi z mojim prava figa in da ima pav izredno srečo, da ne tekmujem tudi jaz. Saj bi bila gotovo prva, ker sem tako zelo lepa in simpatična. Oprostite, spet moram ven. Tisto zdravilo. Se razumete? No in kaj meni o našem tekmovalcu Lačni volk? Prosim za pošteno besedo. Pošteno rečeno, meni so bolj všeč ovčice in kozlički. Tale perutninska drhav pa ima ogromno perja. Zdi se mi tudi, da je tekmovalec preveč suh. Treba bi ga bilo zrediti, pošteno zrediti. Pogovarjam v imenu vseh pavov Hude luknje. To je napad na mojo osebnost. Pav preveč čveka. Zato mi kot članu žirije dovolite, da ga umirim za vse večne čase. Trenutek, Lačni volk, Naprošam te pa tudi vse druge člane žirije, da se drže pravilnika in ne vnašajo v svoj jedilnik tukajšnjih tekmovalcev. Hvala za razumevanje. In zdaj nadaljujmo. Na vrsti je zelena žaba. Kvak. Najprej bi rada vprašala, če bo tekmovala tudi kaka štorklja. Ne, štorklj danes ni na naši prireditvi, ker imajo čez glavo delo v porodnišnici. Potem pa ne bo hudega, kvak, hudega, Žaba, nas zanima, kako sodiš o pisanem pavu. Ja, pav je skoraj tak kot štork.
rekla, če bi bila pisana. Pavov nimam preveč rada, ker je mojega svaka lani pav zagrabil za krak in ga živega pohamal. Sožalje. Veš, kvak. Pavov res ne maram, kvak. In zdaj še, če dovoliš, mnenje častnega člana čebelarskega društva Kosmatega medveda. No, medved, kaj praviš k pavu, ha? Pravim, da morajo omogočiti članom žirije malo več počitka, zato me ne motite. Pusti, Marcino, da vsaj mir. Kosmatinca nazaj v cirkus. Spoštovano občinstvo, tako sem brez moči. Sem brez moči. Počakaj, 300 kosmatih se bomo mi zadrla v uho. Medved, kaj praviš k pavu? Ja, k pavu. Pavu. Kakšna mrcina pa je to, pav. Jaz imam od vseh živali najrajši čebelice, majhne kosmate čebelice. Poznam. Zum. No, slišali ste mnenje strokovnjakov, zdaj pa boste za kratek oddih poslušali pesmico z naslovom Ajajajaj, ki jo bo za našo prireditev posebej zapela znana in priljubljena pevka. Tukaj je, vaša je, Kavka Slavka! Huda luknja je vesela, danes kot le redko kdaj. Mačka miš je sebi vzela, kaj bo iz tega, ajajaj. Papi gazi jezik brusi, volk je lačen, da je kaj. Prav na veliko se usti, kaj bo iz tega, ajajaj. Žaba se pred štorkljo skriva, žolna pije nadskrivaj. Medved je žival, ušiva, kaj bo iz tega, ajajaj. Ovce, race in podgane, kure, krave, papagaj. Vse živali tu so zbrane, kaj bo iz tega, aj. Mir, prosim. Naš naslednji tekmovalec je žival, ki bo raznežila vsako čutečo dušo. In prepričan sem, da vam bo še dolgo v lepem spominu. Zato dovolite, da predstavim mlado, plaho, ljubko, sramežljivo, lepoko srnico. Srnica, nam lahko poveš, zakaj si se odločila nastopiti na tem tekmovanju? Rekli so mi, da sem tako podobna Pembiju iz Disneyjevega filma, da bom gotovo komu všeč. Saj si res srčkana, da? Ne boš kaj zapela ali izrecitirala? Ničesar ne znam. Tako sem žalostna. No, kar korajža, srnica. Občinstvo ti je že naklonjeno. Tako strah me je. No, pokonci glavo, morda pa znaš kakšno zgodbico, kaj? Ja, bili smo 3, očka, mamica in jaz. Potem so očka ubili lovci, mamico pa je ubil nekdo, ki sedi tukaj prav blizu, v žiriji. In zdaj sem sama in me nihče ne mara. No. Dobro vemo, kdo je bil. Zahtevamo zaščito. Prosim. Trenutek. Besedo zahteva član žirije, lačni volk. Prosim, volk. Menim, da je to zločin in da je treba krivca takoj najti in kaznovati. Ne delaj se neumnega. Da se pokaži. Zločin. Če ne boste končali z leslanimi opaskami, bom sam pomiril največje vroče krvneže. Mi ravno prav kruli po želodcu. Tišina, opozarjam te, lačni volk, da si član žirije in zato se tudi vedi temu primerno. Spoštovani poslušalci, pri radijskih in televizijskih sprejemnikih ne zamerite, ker je prišlo do nekoliko povišenih glasov. Veste, to je čisto človeško. Oprostite, živalsko. No in zdaj naprošam modro papigo, da oceni našo tekmovalko Plaho Srnico. Plaho Srnico. Nimam nič proti. Ima zelo lepe oči. Postavo ima naravnost krasno. Mogoče je malo preveč sramežljiva. Kot papiga nima nič proti. Da, hvala. In kaj pravi kosmati medved?
Zakaj pa gre? Točijo medico. Je pa sveža naj bo. Vedno duhovit. Da se kar naprej spi. Kakšna žirija. Zelo mi je žal, da res kaže, da danes z medvedom ne bo nič. Zato pa bo toliko bolj zanimivo slišati mnenje zelene žabe. Srnica je kar dobra, samo nekaj me moti. Noge ima skoraj tako tanke in dolge kot štorklja. Štorklje pa so zelo nevarne, posebno za žabe. Stresene. Prosim, brez žaljivk in zbadanja. Svoje mnenje o srnici bo povedal še cenjeni lačni volk. Kakšen cenjeni? Samo volk? Volk, torej volk. Ker sem že malo v letih in bolj slabo vidim, bi si rad srnico nekoliko pobliže ogledal, se dovolite. Pazite, podli na mene ima! Spomnite se Janka in Metke! Volke preveč... Prosim, stari maček, če lahko grem. Strah me je. Lačni volk, tvoji želji žal ni mogoče ugoditi. Potem pa nič. V mladih srnah imam tako svoje mnenje, a to nikomur nič mar. Tudi dobro, zelo dobro. Okusi so pač različni. Jaz imam, na primer, najrajši glasbo. Zato prosim žolno in vrabce na strehi, naj nam spet zaigrajo kaj poskočnega. Gremo naprej, kot pravijo sprevodniki. Naš vrli tretji tekmovalec je... Kdo je že tretji? Saj res. Naš naslednji tekmovalec oziroma tekmovalka je malo manjše rasti. Zato je nisem takoj opazil. Čeprav sem jo zavohal, še prednje stopila na oder. To je majhna, prikupna, slastna, samo sladka, siva miška. Prosim, majhen aplavz za sivo miško. Drži se, miška, drži se. Ne boj se, mačka. Samo ne hodim v preblizu, miška. Zelo ljubka živalca, kar priznajte. Mikica, pridi bliže, srček moj zlatni, da te pobožam po tvojem čudovitem repku. Mikica, moja sladka. Mikica, moja sladka. Bože, ni od 300 kosmati. Takoj. Kako je lepa, kaj tale naša tekmovalka. Ne zamerite, ne vem zakaj, tako močno se mi cedijo sline, da kar težko govorim. Moral bo mi bife, da si poplaknem grlo. Bi hotela modra papiga med tem prevzeti tekmovanje. Prevzeti tekmovanje? Prav rada. Se sploh ne pridem do besede, ko ti toliko govoriš. Hvala, modra papiga. Na, tule imaš mikrofon. Kako je lepa miš. Kako je lepa miš. Pa je res lepa. A grem lahko že domov? Domov. Miška, saj še začeli nisva. Najprej mi povej, kaj si po poklicu. Po poklicu? Filmska igralka. Filmska igralka. Kaj si pa že igrala? V 3 risankah. Kaj pa, kada ne nastopaš v risankah? Takrat imam zelo veliko dela, čez glavo dela. In kaj delaš? Zaposlena sem v skladišču tovarne mlečnih izdelkov in včasih tudi dan in noč vrtam luknje v sir. Luknje v sir, od 300 kosmati. Veste, vsak dober sir mora imeti luknje. Jaz jih naredim od vseh miši največ. Kot ste že slišali, naša miška ni samo slavna filmska igralka, ampak tudi izredno dobra delka. No, kako pa kaj splošna izobrazba? Bereš knjige? Znaš kakšno pesmico? Eno
znam, pa ne vem, če bi... A se je stari maček že vrnil? Ker ne vem, če bi mu bila všeč. Všeč, ni ga še. Kar brez skrbi. So miške se zbrale na majhen klepet in glave stahnile za velik posvet, kako bi zagodle jo mačko tako, da dolgo še tega spominja vse bo. Rečeno, storjeno, so miške dejale in paprike, bobra in česna so zbrale. Vse skupaj so z mačkovim mlekom zmešale in v luknji ob skledici mačka čakale. Prišel je Marcina, ves tečen od žeje, da sploh ni utegnil vklopiti se preje. Veselo naježil jednako v živo in brke namočil jo v brozgo smrdljivo. Potem se je zvijal in kašljal in kihal, preklinjal in kovcal in zraven zapihal. V luknji so miške veselo kričale in dolgo v noč so glasno klokotale. Kako je, modra papiga, si dobro vodila tekmovanje, ko me ni bilo? Ni bila. Dobro, ti so kosmati. V bifeju je takšna gneča, da sem komaj dobil tisto skodelico mleka. Veste, ta pijača se mi zadnje čase grozno upira. Zadnjič sem namreč popil večjo količino mleka, ki je smrdelo po česnu in popru. Da. Kaj pa vam je? To ni smešno, ampak žalostno. Seveda. Če ne bo miru, bom moral prekiniti tekmovanje. Ja, kje pa je moja mala miška? Miška, je že šla? Miška, že šla? A škoda, tako rad bi jo pobožal po njenem trebuščku. No, na vrsti je žirija. Kaj meni o naši sladki Mikici, kosmati medved? Kaj meni kosmati medved? Ja, kaj pa je spet narobe? Pred pol ure sem naročil medico, pa še zdaj ni nič. Ja. Ne gre za to, kosmati medved. Tvoje strokovno mnenje bi radi slišali. Odločno pravim, da s temi natakarji nekaj ni v redu. Že pol ure čakam na svojo medico. No, dobro, medved, dobro. Lahko noč je za pol ure. Lahko noč. No, poslušajmo zeleno žabo, kaj meni o miški. Miška je zelo lepa žival. A, seveda. Lepa in pametna. No, o pameti bi se dalo razpravljati. Moje mačje mnenje je, da je zelo dobra. Da mislim glede značaja, da me ne bi kdo napak razumel. Napak razumel. Ogovarjam, stari maček. Miška je zelo pametna, kar nam je malo prej tudi dokazala. Ni pravno lepa, da eno mi je. Ko vprašaj ljudi, kaj mislijo o miši. No, nehajte se že kregati za voljo te uboge miši. Niti ene volčje dlake ne dam za vaše klobuštranje. Pošteno mi že kruli v želodcu, kje je še kak tekmovalec, kakšna srnica ali kostrunček. Srnica ali kostrunček? Moj stožovna, hitro kaj zaigraj, da pregledušiš kruljenje v želodcu lastnega volka. Joj, spet mi je zbilo trbuho. Tole so pa res dobro urezali, kaj? Ravno prav, ker je na vrsti tekmovalec, ki je zelo simpatičen. Povrh tega pa ni neumen, zato naprošam cenjeno občinstvo, da se ne norčuje iz njegovega malce nesrečnega imena. Prostor, prosim, prostor. Predstavljam vam našega muhastega osla. Ja, da, hvala, se mi je kar zdelo, da vam bo všeč. No, kako ti kaj gre, muhasti osu, Hvala za osla, kar dobro. Da, kaj praviš, boš prvi na tem tekmovanju, kaj? Gotovo bi bil prvi, če bi bili v žiriji sami osli. Žiriji sami osli? Ja, ogovarjam, to je žalitev. Muhasti osu, zdi se mi, da se boš moral pravičiti, če hočeš, da ti bo žirija naklonjena, veš? Ne vem, zakaj.
Če meni kdo reče osu, mu tega prav nič ne zamerim. Če pa rečeš, na primer, volku, da je osu... Kaj pravi, da sem osu? Pomiri se, lačni volk. Nič hudega ni mislil. No, muhasti osel, kako pa kaj? Računstvo? V računstvu sem odličnjak. Odličnjak, sama važnost 300 kosmonavti. No, povej, koliko je 2 in 2? Sem te privil, kaj? Če malo pomislim, 2 in 2 je približno 4. 4, sem rekla, da ga je sama važnost. No, saj si zadev. A zakaj praviš približno? Treba je biti previden, dragi moj stari maček. Zadnjič so na trgu prodajali mojo senco, ki je veljala najprej 4 mačje repe, drugi dan pa že kar 5. Spoštovani poslušalci, oddajo prekinjamo zaradi nujnega obvestila. Pravkar so nam sporočili, da je ušel iz zoološkega vrta afriški lev. Kdor bi videl ali slišal karkoli sumljivega, naj to nemudoma sporoči najbližji postaji milice ali neposredno naši radijski postaji. Nadaljujemo s programom. Že imamo zvezo. 1, 2, 3, 2, 1. Da, zveza je tu. Spoštovano občinstvo Hude luknje, opravičujem se zaradi nenadne prekinitve. Upam, da ni bilo nič hudega, zato nadaljujemo z našo prireditvijo. Videli in slišali ste našega tekmovalca muhastega osla, zato prosim strokovno žirijo za oceno. Aha, papiga prosi za besedo. Prosi za besedo, vse. Tekmovalec se je norčeval iz strokovne žirije, pripovedoval je neslane šale, o računstvu nima pojma. In sploh se je obnašal zelo oslovsko. Jezi vas, ker je pametnejši od vas vseh. Zamenjajmo žirijo. Je poštenost. Dragi poslušalci, spet moramo prekiniti našo oddajo. Pravkar so nam sporočili, da so videli pobeglega afriškega leva iz zoološkega vrta na poti proti Hudi luknji. Opozarjamo prebivalstvo, naj bo skrajně previdno, ker je lev zelo razdražen. Poskušali bomo vzpostaviti neposredno zvezo s Hudo luknjo. Halo, Huda luknja? Tukaj je centralni radijski studio, javite se. Halo, Huda luknja. Ja, tukaj je stari maček, kaj pa je spet? Majhna neprijetnost. Iz zoološkega vrta je pobegnil afriški lev. Sporočili so nam, da se je napotil proti vam. Kaj? Afriški lev prihaja v Hudo luknjo. Če je to šala, potem je precej neslana. Žal ni šala, stari maček, zato bodite previdni. Me slišite? Halo, Huda luknja. Umirite se, nobene panike. Kot sem pravkar zvedel, ni povsem gotovo, da bo lev obiskal prav Hudo luknjo. Hudo luknjo? O, 300 kosmatih levih šap, kaj bo? Kaj, štorklja je še bolj nevarna. Nikar ne kvasi neumnosti, žaba. Le mirno kri, prijatelji, nobenega čivkanja in meketanja, dokler ne mine nevarnost. Potuhnimo se, kot da nas ni, pa nas gotovo ne bo našel. Tako. Ali brez mene se boste zabavali, Vaše afriško veličanstvo ne zamijel. Tiho, jaz govorim. Ali brez mene, kaj? Ste pozabili, kdo je kralj živali, kaj? Tekmujete za naslov najlepše živali Hude luknje? A se vam ne zdi potrebno, da bi me povabili? Vaše veličanstvo, toliko težav je bilo z organizacijo. Tako, na tega pijanca, žovno, pa niste pozabili, kaj? Pa nad neke zaraščene vrabce in podobno drhav tudi ne, Saj tudi štorklje nismo povabili. Kakšne štorklje? Kaj pa sploh počne tule ta krota? To je zelena žaba, vaše veličanstvo, članica strokovne žirije. Počil bom od smeha. Žirija naj oceni, kdo je najlepši. Vam ni že od vsega začetka jasno, da je lev, kralj živali, najlepše bitje na svetu. No, pisani pav, kaj praviš? Jaz nisem v žiriji. Kaj pa ti, stari maček? Tako sem prehlajen, da ne morem. Aha, prehlajen. No pa vprašajmo volka.
Od lakote me bo vsak čas pobralo. Lakota. In ti, modra papiga? In ti, modra papiga? Odkar sem videla vaše veličanstvo v kinu na začetku nekega filma, sem zaljubljena v vaše veličanstvo. Oprostite. No, vendar, ti presneta ženska, A tako, no, veseli me, da ste končno vsi pravilno ugotovili, da sem najlepši jaz. No, kaj torej, ki je ploskanje, cvetje, nagrada, glasba? Jaz bi vašemu veličanstvu prav rad zapel, pa sem le navaden in znam samo rigati. Tako, no, čakaj, no, da premislim. Osel ga je spravil v dobro voljo. Miškaj, osu, riganje ne bo primirno za tako svečan trenutek, kot je počastitev kralja živali in najlepšega med lepimi. Prav si povedal, spoštovani friški lev, saj dovoliš, da te kar tikam. Da, seveda, no, muhasti osu, no, govori dalje. Povem ti, da se mi smiliš. Kako? Sem prav slišal? Ja, smiliš se mi, dragi moj lev, in to v dno slovskega srca. Zajokal bom. Ima kdo robec pri roki? No, solz ne prenesem, no. Kaj je narobe, prijatelj? Poglej, kolega, izvolili smo te za najlepšo žival. V redu. In kaj boš imel od tega? Same sitnosti. Pa kakšne sitnosti? Poglej, ko se bo razvedelo, da si postal najlepši, te bodo začeli oblegati fotografi in ti bodo z vseh strani bliskali naravnost v oči. A res? Ja, vlekli te bodo na televizijo in te vpraševali razne oslarije. Pa menda ja ne. Podarili ti bodo zlato uro, ki jo boš moral dan in noč nositi na svoji lepi šapi, dragi moj. Ne. Seveda, kamorkoli boš stopil, bodo drveli za tabo in te prosili za avtograme. Avtograme! Moral boš potovati in tekmovati z drugimi levi. Jesti boš smel samo mlečni riž in prežganko. Da se ne bi preveč zredil. In tvojo lepo grivo bodo ostregli. In ti nataknili umetno. Ne, tega ne bi prenesel. Ostati hočem tak, kot sem. Odprli ste mi oči, prijatelj. Hvala. Mi lahko kdo posodi robec. Mi lahko kdo posodi robec. Jaz... Meni gre na jok. Živi naše prijateljstvo. Nihče ni najlepši. Vsi smo najlepši. Živi kralj živali. Malo prostora, prosim. Malo prostora, prosim. Lej, na koga vidim. Na taka krokar. Vsem na uslugo, medice. Kdo je naročil medico? Verjetno kosmati medved, ampak ta tako trdno spi, da ga 300 gromskih strel ne bi zbudilo. Pridi sem na takar krokar. Prosim, na uslugo, vaše veličanstvo. Dajno, kakšno veličanstvo, kar lev mi reci. Krokar, prinesi medice za vso cenjeno družbo na moj račun. Želetim, prosim, izvolite. Zdaj pa kaj poskočnega, fantje, poskočnega. Naj se razlega po vsej hudi luknji. Tekmovanje se končalo, v hudi luknji je prav zdaj. Osel z levom se objema, kaj bo iz tega, ajajaj. Krokar sem medico toči, na plesišču direndaj. Papiga ni več pri moči, kaj bo iz tega, ajajaj. Srnica je bržčas tiha, Bog sprašuje le zakaj. Medved jim na dušo piha, še bo smeha, ajajaj. Hudo luknjo brž pojdite, tam je zdaj le pravi raj. In skrbi doma pustite, aj.